zato je dokaz, da to ne delaš ti, ne. Sproti se dogaja. Ne. Če si pripravljen tudi malo deliti glede tega. Ker se mi zdi, da če si na avtopilotu, pa trpiš, da nimaš možnosti izstopati ven iz tega trpljenja. Jaz sem bil prisiljen iz strani življenja. Zakaj hočeš biti prepoznaven? Če si ne daš prostora za to vprašanje, ga ne boš mogel odgovoriti. Klemen, hvala, ker si vzel čas za to. Sem res cenim, no. Ja, hvala, jaz tudi cenim, no, ker ste se pripeljali do sem. Ja, tudi pole izkušnja v tvojem studiu Idea in vse, ne, tako da res cenim, da si se vzel čas, sem se ful veselil tega pogovora. Enako. Ful časa sva bila sem ti pisal konc, ki je bil, to je enkrat avgusta, se mi zdi, in pole si se tako odzval, si rekel, lej, se slišimo še enkrat oktobra in to, in evo nas tle zdaj. Ja, jaz sem celo leto v bistvu vsa ta povabila nekako, ne zavračam, ampak sem jih nekako potiskal na ta čas, ko imam knjigo od zunaj, se mi zdelo bolj smiselno. Da če se že pojavljam na drugih medijih, da je to z nekim namenom, ne? Ker itak imam svoj medij, pa je to vsak dan, ne vem, vsak teden 3 ure pogovorov, ne? Tako da nisem mi zdelo smiselno toliko hoditi na druge podcaste in govoriti o istih stvarih. Ja, sem videl, zdaj si kar bil gost na dosti podcastih, ne, tako. Sicer nisem šel nobena pogledat, ker nisem hotel, da preveč vpliva na današnji pogovor, tako da... Pa bo isto vprašanje. Ne, tako da upam, da ne bojo, no, upam, da bo malo bolj... Sicer tudi naš podcast je usmerjen bolj v drugačne vode, se pravi dobro počutje, zdrav ženski slog in tako, tako da lahko tudi malo od tega poklepetamo, no, tako da za začetek sem si zamislil, da bi začeli z enim vprašanjem. V bistvu za konc podcasta imamo za vsakega hosta 2 vprašanja in sicer, ker so direkt vezana na tematiko podcasta, se pravi dobro počutje. In prvo vprašanje je, kaj zate pomeni dobro počutje? Se mi zdi, da tu je taka lepa istočnica za potem pogovor in pa bomo videli, kam nas zapelje naprej. Ja, po moje sestavljena je iz 2 komponent, ne. Prva komponenta je sploh zavedanje, da se vprašaš, kako se počutiš. Potem druga komponenta je pa verjetno primerjanje z vsemi svojimi preteklimi stanji in primeraš trenutno stanje s preteklimi stanji iz spomina in potem se odločiš oziroma ustvariš mnenje, zdaj se pa dobro počutim ali pa zdaj se pa slabo počutim. Tako da vse je lahko ena iluzija, a ne? Tega dobrega, slabega. Ne? Primerjavo imaš itak samo sebe, ne? Svojo lestvico. Včasih si se počutil 1, včasih si se počutil 10 in zdaj 7, ko nekje umestiš. Ne veš pa, da obstaja mogoče 25. A ne? Tako da zato mislim, da je iluzija to. No. Ampak je pa ful pomembno, da ta prvi del, da se sploh zavedaš, pa sprašuješ, da živiš kle nekje od zadaj in da imaš mnenja, ker se mi zdi, da če si na avtopilotu, pa trpiš, da nimaš možnosti izstopati ven iz tega trpljenja. Se pravi, zavedanje je po moje ključna stvar. Bi se strinjal. Kako si pa recimo ti začel na tej tvoji poti zavedanja, ker recimo kar te spremljam, pa tudi potem v knjigi dosti pišeš o tega, se pravi, se mi zdiš kar en tak introspektiven človek, ki dosti dela na sebi. Tako. Kaj te pa recimo pripeljalo do tega, da si začel na tem delati? Ali si bil odzmeren tako? Ne. Jaz mislim, da tukaj nisem sploh unikaten, tukaj se veliko ljudi poistoveti s tem, da imaš težke izkušnje, izredno težke izkušnje, ki te pretresajo v temelje tvoje biti in tvoja bit se takrat začne zavedati, da moraš mogoče nekako drugače postopati v življenju. Ne. In takrat se začneš mogoče sploh zavedati, takrat se zbudiš prvič. Mogoče. Tako da ja, težke izkušnje so bile mogoče ena specifična, kjer sem živel tako zelo dobro življenje, zelo tako navzunaj bi lahko en rekel uspešno življenje. Zgledal sem srečen, mislil sem, da sem srečen, to je največja fora, ne? Ampak potiskal sem pol ta lifestyle ali pa ta življenjski slog v nek ekstrem in potem nisem več bil v redu. Ne? Bil sem zelo slabo in to me je pripeljalo, mislim, moje vrednote so me pripeljale tja, pa moj način življenja. Ne? Tako da pol ni bilo več možno bežati stran od tega, pa se zamotiti z novimi distraktorji, ki jih ponuja ta materialni svet.
treba je bilo pogledati noter, ne? In to je tisto, kar si ti omenil, ne? Introspektivo. Ko vidiš, da zunanje okoliščine do neke mere vplivajo na tvoje počutje ali pa kratkotrajno, potem pa greš spet na svoj baseline, ki pa izhaja iz notranjega stanja. In naučil sem se, da zunanjost ni toliko spet pomembna, kakor jo poudarjam, kakor sem jo poudarjal do takrat, pa kakor jo poudarja naš svet. Sej ženemo se večinoma za zunanjimi stvarmi. Zdaj se dogaja tudi to, da se ženemo za notranjimi stvarmi, se pravi nekim mirom, kar je tudi zgubljena bitka vnaprej. Tako da ja, zelo pomembno v življenju posameznika, da zna biti sam pa se poslušati, ne? Kaj takrat pride v tisti samoti ven. In kako si recimo začel, če bi dal nekomu pač nek malo bolj tako analitičen prizor, kako si s tem začel? A so bile to recimo spoznavanje sebe skozi kakšno meditacijo, skozi pisanje, skozi terapije? Kako si ti začel? Pa recimo, ker dosti ljudi čuti pač nek pritisk, da je noter nekaj narobe, pa bi rad to nekaj raziskal, ampak težko se mi zdi narediti tisti prvi korak. Ampak, ko narediš pa prvi korak, pa pole se začnejo kar odpirati stvari. Kaj bi bil recimo pri tebi tak prva stvar, ki si jo ti začel raziskovati? Jaz sam nisem mogel začeti ali pa se odločiti, da bom stopil na to pot. Jaz sem bil prisiljen iz strani življenja. Ne? Se mi zdi, da večino časa si na nek način prisiljen v take stvari, ki so neprijetne ali pa takim stvarim, ki se izogibaš. Mora biti res smisel, moraš videti v tem, da greš na tako težjo pot, recimo, kakor je. Kakor večina ljudi mogoče živi, ker smo zavedeni ali pa zamoteni z distraktorji. Zdaj to, da greš sam nekam ali pa da si v dolg času, v tišini, da začne ta notranji glas kričati. Zato se je zelo težko odločiti. Ti si porinjen ponovati tja. Tako da, kaj bi rekel jaz za nekoga, meni je bila kombinacija dveh stvari. Eno je sigurno ta klasična, zdaj na zahodu temu rečemo meditacija, ali pa čuječnost se reče, mindfulness. To sigurno, da sem sploh začel dojemati, koliko stvari ali pa koliko slojev se dogaja istočasno znotraj mene in razdelati pa pogledati te sloje kot nek znanstvenik, ki gleda čez mikroskop. Če hočeš ti razumeti eno stvar, jo moraš pogledati tudi bližje. In če ti hočeš sebe razumeti, ne moreš pričakovati, da boš oddaleč sebe gledal ali pa površno. Zelo natančno pa zelo globoko gledati, kaj sploh jaz sem. In pol treba iti čez ful slojev te osebnosti, prepričanj, idej, spominov, travm in vsega. Vse to, kar ti nisi v bistvu. To je nekaj, kar se je tebi zgodil. Tudi geni so se ti zgodili, ko si se rodil. Tudi vzgoja se ti je zgodila, travma se ti je zgodila. To vse se ti je zgodilo, se pravi, to nisi ti. Mi pa to identificiramo kot sebe. Meni to ni všeč, jaz sem zaradi tega jezen. In na koncu se pa skriva ena gmota, ali pa pri meni se je skrivala ena gmota, kjer ni bilo težav. Ker je bil čisti mir. In še vedno so bili te sloje. Te sloje niso šli stran. Mi mogoče velikrat narobe razumemo to, da ko se rešimo teh slojev, da jih ne bo več. Ampak ti si sam pomerjen s temi sloji. Samo to je razlika. Nekaj pa pravijo, da recimo delo na sebi nikoli ne zmanjka dela na sebi. Se pravi, ko ti rešiš en sloj, prijaš eden, pa prijaš eden. To pa zanimivo, da recimo, ko si omenil, zdaj jih razrešiš, ampak so še vedno tam. Ne, jaz sem glih rekel, da jih ne razrešiš. Mislim, ja. Ti si pomerjen z njimi, oni so še vedno tam, ampak je to proces, ki se vsako sekundo dogaja. Ti ne boš dokončno razrešil teh stvari. Ti moraš vsako sekundo zavestjo pogledati z enim korakom nazaj na te stvari ali pa se ne identificirati. Zato jaz tudi mislim, da kakor jaz razsvetljenje dojemam, da sem ga dojel, je, da ni to trajno stanje. To je eno stanje, ki se konstantno mora vzpostavljati. Podobno kot dobro počutje. Dobro počutje ali ni, pač
prihajaš zmeraj do njega, zmeraj nazaj. Z navadami. Ja, z navadami, verjetno. Nisi rešil problema slabega počutja. Ne? Ti ga konstantno rešuješ. Ne? Tako da iz tega vidika bi jaz tudi gledal na te sloje, da vedno bodo tu, nikoli se jih ne bom znebil in niti ni point, da se jih znebim. To bi bil konflikt. To bi bil nov sloj. Ampak mir s tem, kar si, pa kar se dogaja, jaz mislim, da je dober korak v smer proti miru. No. Pravi ste rekel, meditacija, čuječnost, tudi je nam bo pomagalo. Kaj še recimo kakšen tak orodje, ki ti ful pomaga, ali pa na začetku, ko ti je, pa recimo zdaj ti še vedno, za neki odkrivanje sebe in tako. Ja, mislim, to so bili v mojem primeru, pa tega nikoli ne govorim z lahkoto o temu, pa ne priporočam tega, ampak ja, psihedelične droge. Spet, ni to rešitev, pa ni to bližnica, ampak uvidi, ki sem jih jaz dobil v teh stanjih, ne predstavljam si, kako bi jih dobil v tem običajnem stanju, ko sem zlit z egom. Tako da iz tega vidika so bili koristni izredno zame, pa vedno bom imel tako mnenje. Tudi če spremenim mnenje, pa rečem, zame več niso v redu, ker mi škodujejo, nikoli ne bom mogel spremeniti tega, da takrat so bili izredno koristni zame. Sem pa odprt do tega, da imajo lahko škodljive posledice za počutje posameznika in je tak dvorezen meč. No? Zato si tudi v knjigi omenil, glede psihedelikov, da je ful pomemben ta, čeprav nisi v teh besedah prav izrekel, ampak da ta setting, se pravi, kako vzameš, pa kje vzameš, pa tudi v kakšen namen verjetno. Zdaj, če vzameš ti nek psihedelik, nekem rave partijo, a pa da vzameš recimo, ne vem, s prijatelji, ki ste bolj sproščeni in tako, sigurno v vsakem primeru bojo drugačno delovali, ne? Ja, absolutno. Sej ena primerjava, ne vem, če sem jo zapisal v knjigi, je operacija kolena, ne? A ja, sem, ja. Zdaj, operacija kolena je tvegana stvar, ne? Lahko pride do okužbe, lahko pride do zapletov pri narkozi, marsikaj se lahko zgodi pri operaciji kolena, ampak še vedno jih izvajamo. Ampak izvajamo jih na način, da jih izvajamo v sterilnem okolju, zraven je profesionalc, vemo, kaj je namen, ne? In na tak način bi mogel aplicirati tudi ta zdravila. Ne? Se pravi, to je treba zelo resno vzeti, ne? Kot neko operacijo uma. Ne? Kako resno vzememo operacijo kolena. In operacijo kolena ne delaš na rave partijo. Mislim, to bi bilo zelo nespametno, neumno in hitro gre lahko v škodljive sfere. Ne? Zdaj pa, če poskrbimo za vse, pa imamo neko podporo, neko podporo med tem, ko se ta psihološka operacija izvaja, in izvajaš jo ti na sebi, ti si kirurg in pacient hkrati, zraven pa je treba imeti podporo, nekoga, ki ta fizični prostor drži, če je to potrebno, in da imaš tudi tako okolje, ki je namenjeno temu, da se bo marsikaj lahko dogajalo v teh stanjih, marsikaj. In na partiju to ni dobra okolica za ta stanja. Ponavad. Eni izredno uživajo, pa mi tudi hodimo na partije, pa vidim ljudi tam, ki marsikaj uporabljajo za spreminjanje zavesti, ampak je bolj tvegana sfera. No? In jaz bi si ful želel, da kot družba, sploh zdaj, ki toliko na popularnosti pridobivajo, da damo neko spoštovanje tem procesom. Spoštovanje tudi z vidika tega, ne da jih prepovemo, ker to je nespoštovanje, ne razumemo možnih pozitivnih potencialov, ki jih imajo, pa tudi nespoštovanje z tega vidika, da jih kar vse povprek, pa brez neke priprave, pa dobrega namena, kot si rekel, konzumiramo. Tako da neka srednja varianta, jaz mislim, da bi za človeško družbo in bo ful prinesla dobrega. Ja, se odpirajo te stvari počasi, v Ameriki zmeraj bolj se legalizira in psilocybin pa MDMA in to, ampak pri nas je vse, se mi zdi, z leti zamika. Ampak se mi zdi, počasi se tudi širi ta zavest o tem, pa ti govoriš dosti o tega, pa imaš tudi podel v knjigi, pa se kar se mi zdi širi tudi med mladimi, ampak je predvsem, se mi zdi,
ko si omenil, težko je nekje dobiti nek zdrav odnos do tega, ne preveč, ampak hkrati spoštovati. Ne. Jaz sploh to, kar si rekel za mlade, ne? To je ful problematično. Jaz sem recimo prvi psihedelik probal pri 27, se mi zdi. In jaz mislim, da pred 25 ni pametno to uporabljati. Zakaj rečem 25? Zato, ker vemo, da se do takrat še možgani niso v popolnosti razvili. In tukaj je toliko neznank, kaj se dogaja, če ti pri 18 spreminjaš svojo zavest tako drastično. Ne? Tako da to bi jaz rekel in imam ful anekdot mladih, ki so me kontaktirali. Bil en dotičen fant, ki je bil, mislim, da 17 ali 18 let star in imel izredno željo, nekako se je zapičil LSD, ne vem zakaj. In me je spraševal, pa sem rekel, lej, ne mudi se, počaki, imaš še celo življenje, te stvari je fajn v življenju imeti izkušnjo, ampak ne zdaj. Ampak ga nekako nisem mogel prepričati in sem videl, da nimam dostopa do njegove te odločitve, on se je že odločil, da bo to čim prej. Hotel je samo potrditev tvoje, ne, da... Verjetno, ja. Ja. In kaj se je zgodilo? On je bil na neki zabavi, vzel je LSD in je imel izredno težko izkušnjo. In čez 2 dni me je kontaktiral in me je prosil, če lahko pride sem. In je prišel sem in je bil res v slabem stanju, psihološko. Ni vedel, kaj je realno. Malo mu je ta membrana med podzavestjo in zavestjo še vedno bila odprta. Ne? In je rekel mi prav tako, pa sem mu pa jaz svoje težke izkušnje povedal, pa mu je malo pomagala. Je videl, da ni sam v tem, da ni to, kar se je zgodilo, bilo unikatno za njega, ampak njegov ego ga je tja pripeljal in se je bilo treba s tem soočati. In ko sem mu povedal svoje izkušnje, je mu bilo malo lažje takoj, pa me je pogledal in to nam nikoli pozabil in je rekel, Klemen, zdaj razumem, ti si mene hotel upozoriti glede tega, glede točno tega, kar se je meni zgodilo, ampak jaz zdaj vidim, da moj ego ni imel dostopa. Ne. In on se je zavedel za nazaj, da sem jaz njega hotel tako na mehko stran od tega, ne. In vedel pa je, da je mogel imeti to izkušnjo. Ne bi se mogel drugače on takrat odločiti, ker je imel pač toliko radovednosti, toliko želje, da jaz nisem imel dostopa do njega. In to mi je bila ful zanimiva situacija in ni nič narobe, da je on šel v to izkušnjo, očitno je rabil, ampak vsem mladim jaz vedno ni treba se v to zaganjati. Ne. Res ne, res ni potrebe potem. Če kjera je bila pa substanca, ki si jo ti prvič probil, pač za prvi gobe? Gobe, mislim, trave jaz ne štejem pod psihedelike, čeprav imam... Čeprav je močen psihedelik. Ne? Ja. Na ta način, ki jo mi konzumiramo v družbi, a ne ponovadi ni psihedeličnih učinkov, ne? Zdaj, če jo ješ, a ne, je to druga zgodba. Tako da mogoče tehnično bi lahko rekel trava. Potem so bile gobe, manjša doza, ampak prava, da sem videl, da moj da obstaja neki potenciali ali pa neke sfere, ki jih še ne poznam. Ne. Potem pa je bila večja doza gob, ne. To me je pa čist razbil. Razbilo v pozitivnem, negativnem smislu? V tisti sferi ne obstaja te dualnosti. No. Verjetno si mogoče takrat malo negativno videl to in pole vidiš kasneje, da je pozitivno. Točno to, ja, točno to. Ampak tam, če sem se ukvarjal s to negativo, pozitivo, je bilo zelo negativno. Ker ni pasal v tisto sfero ta dualnost naša klasična. To mi je všeč, to mi ni všeč, to je dobro moralno, to je slabo. Bolj je ta zlitost z naravnim svetom, ki ne pozna tega. Vse se pač sam dogaja. In meni se tam pač sam dogajalo. In ogromno stvari sem pretrpel tam, ogromno stvari sem videl, tako da mešanica bi jaz rekel. Ja, načeloma pozitivno. No? Kasneje pozitivno, oziroma na dolgi rok verjetno. Na dolgi rok pozitivno, ja. Ampak če ne bi imel te izkušnje, bi bilo tudi pozitivno. Malo drugače. Nočem dati predznaka na izkušnje, ki jih imaš. To se mi zdi, imamo vsi težavo, ne? Predznake na emocije, na izkušnje, ne? Ali pozitivno ali negativno. Zdaj, če je negativno, potem probamo imeti čim manj tega, ne? Ampak ni prav na to. Včasih rabiš ful negativnih stvari
da narediš neko pozitivno stvar v svojem življenju in pa si hvaležen, da si dobil negativne, a so bile v resnici pol negativne? To je vse v sferi mnen skozi, ne? Jaz barvam konstantno svojo izkušnjo, ne? In tudi lepo, ne lepo, ne? Vse se dogaja v tej sferi primerjanja enega z drugim, ne? In to je čisto kot prvo vprašanje, ki si me vprašal za dobro počutje, ne? Pač primerjanje, ne? Vse sam je, ni tako važno to, se mi zdi. Ja, samo priješ do tizga stanja, pa rabiš kar nekaj dela narediti, ne? Da priješ do tizga stanja, zavedanja, da je vse v redu, vse je eno, ne? In da ne toliko v svoji glavi, živiš v svoji glavi v neki iluziji, tako bi moglo biti, pa ni tako. Pa... Ja, vsakodnevni je to, nočem reči trud, ampak zavedanje, vsakodnevno zavedanje tega, kar si ti zdaj rekel, ne, da včasih mi kaj ni všeč, pa zdaj sem recimo malo v stresnem obdobju, ampak kolikrat na dan lahko jaz vklopim to svoje zavedanje od zadaj, pa rečem, to je sam nek tobogan. A veš, kaj ga jaz ne morem kontrolirati. Moje življenje se mi sam dogaja pred očmi. Največ, kar lahko človek naredi, je, da to izkušnjo samo vidi, pa gleda, pa opazuje. To je največ. Predaja. Ja, prav samo opazovanje tega. Ne. Tako da takrat se nasele en mir in jaz sem s časom opazil, da ta mir tudi raste, ne, s časom. Ni tako, da je ali pa ni, ampak plamen je, ne. Je mali plamen, pa je lahko velik ogenj in mišica je tega zavedanja. Še kaj me je zanimalo, zdaj si že parkrat omenil, pa tudi v tvoji knjigi omenjaš to predajo. Se pravi, da se prepustiš temu, kar je. A to je bilo verjetno tudi na psihadelični izkušnji, si mogel se ful predati oziroma se naučiti predati. Ja. Verjetno na Gobicah, ne? Kaj je bila taka intenzivna izkušnja? Ja, v bistvu ni bilo nobene druge opcije kot predaja in če ni nobene druge opcije, pomeni, da se jaz ne predam. Torej, predaja je delanje ničesar, ne, niti predajanja. Jaz mislim, da naš zemeljski, pa sploh, ko imamo te debate filozofske, rečeš, moraš se predati, nekaj moram narediti za akcijo. To je kontrapredaji, ne. Pa istočasno ni kontrapredaji, tudi to je v redu. Tako da jaz bi predaja recimo prečrtamo, ker ima preveč konotacije akcije, pa se sam premaknemo en korak nazaj, pa rečemo zavedanje tega, kar je. To je že predaja sama po sebi. Okay. Ful bolj enostavno je. Eckhart Tolle mislim, da reče ful dober, kako veš, a si v zavedanju? Kaj to sploh pomeni? In odgovor, ki ga on da, je briljanten. Ne? Takrat, ko se vprašaš, a si v zavedanju, si avtomatsko v zavedanju. In je tako zelo enostavno. To pomeni, da si prebojen, a ne? To pomeni, da nisi na avtomatiki, da ne spiš. In veliko teh vzhodnjaških filozofij pa prav o tem govorijo, o prebojenju. Ne? Iz avtomatike bi jaz rekel. Ampak je konstanten proces, to ni to, enkrat se predbudim, pa sem pa skozi bojen, ampak skozi povpraševanje tega, kaj sem jaz, ali pa a se zavedam, tako kaj je rekel, ne. In potem se, bolj čutim sebe. Predvsem stopiti iz tega uma, ne. Ja. In istočasno ne izstopiti. Ker nisi ti Ti nisi ja, ampak hkrati živiš v neki iluziji svojega uma. To pa ja. Ena stvar izstopi iz druge stvari, ampak nobena od teh dveh stvari nisi ti. Ti si sam zavedanje, balonček, v kateri sta te dve stvari. Ja, se strinjam. Zdaj smo malo govorili, se pravi malo bolj o teh imaterialnih stvareh. Kako pa recimo vidiš povezavo med, se pravi, miselnost, duša, imaterialno pa telo, se pravi, ker se mi zdi za dobro počutje mora biti oboje, se pravi, moraš delati na tvojem notranjem svetu in hkrati skrbeti za telo. Kakšno vidiš to povezavo? Oziroma, recimo, kakšno vlogo ima eno proti drugemu? Ali kako bi recimo opredelil, kaj je bolj pomembno, oziroma kakšen odnos je med telesom in umom, notranjim svetom?
ali to eno z drugim gre, kako bi ti rekel? Ja, jaz mislim, da, vsaj po mojih izkušnjah, da ljubezen do sebe je neko notranje stanje, začne se notranje in posledica ljubezni do sebe je ponavadi skrb za telo tudi. In posledica ljubezni do sebe je ljubezen do drugih in pomeni tudi skrb za druge. Se pravi, ne samo za moje telo, ampak tudi za druga telesa in druge ume, ki so del tega planeta. Tako da izhajanje iz te ljubezni do sebe, jaz mislim, da gre avtomatsko do konca pol ta ljubezen, ljubezen do vesolja. In tam je vključeno vmes tvoje telo. Da se mi zdi, da je en mali delček. Se pravi, dobre akcije. Ne? Dobre akcije, moralno dobre akcije. Ne? To se mi zdi, da se avtomatsko zgodi, da ni treba spet teh akcij delati ali pa biti ta človek. Ne? Ti, če to si avtomatsko dober človek. Ne rabiš ti delati dobrih akcij. Ne? To pa zanimivo, slišati različna mnenja, zaradi tega, ker jaz pa izhajam predvsem iz športa, pa zanima me prehrana, to je prva stvar, ki sem začel raziskovati. Ne? Pa zmerno se poudarja pomen telesa, ne? Se pravi, telo je osnova, če telo ni, vse drugo se bo porušilo. Ne? Ampak recimo ti imaš že malo drugačen pogled, kaj je telo samo eno izmed številnih drugih stvari, pa bolj poudarja se mi zdi te odnose oziroma celostne stvari, se pravi, ko bi rekel, pač to družba oziroma povezanost med sabo. Tako da je zanimivo, ne? Ker recimo dosti krat se poudarja, prav telo mora biti zdravo, če se hočeš ti dobro počutiš, moraš biti telo zdravo, moraš jesti zdravo, moraš športati, moraš skrbeti zase, ne? Ampak hkrati je to samo delček. Se mi zdi. Ti je zataknil, ne? Ja. Ti kar v izi sej. Ne, sej na velikih ravneh se strinjam, ne, s tabo. Absolutno. Če imaš ti porušen hormonski sistem ali pa se ne počutiš dobro fizično, bo zelo težko imel ljubezen do drugih, ker boš v pomanjkanju živel. Ne. Se pravi, boš iskal v zunanjem svetu stvari, ki ti bo izboljšale stanje. Ne. In to je delovanje ne iz ljubezni, ampak iz pomanjkanja. Ne. Tako da v bistvu se strinjam, ampak če bi se vprašali, kaj je res prvotno, ne? Kaj je res prvotno. Ker doskrat vidiš ljudi, ki ful skrbijo za svoje telo, ampak cilj ali pa namen tega je, da dobro izgledajo, da lahko več naredijo v službi, se pravi, imajo večji fokus, bolj so produktivni in podobno, ali da imajo v družbi večji status, posledično. Ne? In vse to je delanje zase. Zase, ja, točno to. In ekstrem delanja zase, ne, na dolgi rok boš na 7-ki, ne pa na 25-ki, kar smo prej opredelili. Zato jaz mislim, da ta bolj celostni pristop, ne, da izhaja iz ljubezni do sebe, pa do drugih, pa iz tega izhajajo akcije, je bolj zdrav, kakor pa jaz bom zdaj treniral, da bom dobro zgledal, da bom dobil punce. To je vse jaz. Jaz hočem biti zdrav, jaz. Tako da lahko pademo v to luknjo noter, ne, tega. Svojega ega pa sebe. Ne. Se pravi, ti vem, da tudi treniraš pa savne, pa fasting in to. Se pravi, kaj je glavna motivacija za tem? Mislim, motivacija, če lahko temu tako reče. Se pravi, ljubezen do sebe in hkrati nek cilj oziroma neka motivacija dela dobro za svet. Se pravi, če boš ti v redu, boš tudi delal boljš za svet in tudi je potem motivacija. Kako? Probam razumeti malo na drugačen pogled. No, ja, zdaj recimo meditacija, ne, dosti ljudi začne se s tem ukvarjati zaradi sebe. Se tudi začela so tako, ne. Kako bom jaz boljš? To je v bistvu prvo vprašanje. Ne. Kako bom jaz boljš in pa iščem stvari, ki me bojo prepeljale do tega. In s tem začeti, jaz mislim, da ni nič narobe. Sploh zahodni svet rabi mogoče malo to. Kaj je tukaj zame? Kaj so benefiti zame? Zakaj bi delal eno stvar? Jaz. Kaj bom jaz imel od tega? Ne? In s tem se začne. Ampak hitro se pride do zidu. Ne? Ker če se ti usedeš k meditaciji, zato da boš ti bolj fokusiran, zato da boš ti nekaj imel od tega, boš hitro mentalno prišel do bariere, ki ti ne bo pustila naprej. Ne? Če pa se zavedaš, da vsakič, ko se ti usedeš, ti svoj
umirjaš ali pa si sposoben umirjati, biti bolj miren, bolj ljubezniv do sebe in do drugih, zaradi tega boš ti boljši človek. Pa to nisi ti neki dubu. To bo cel svet neki dubu. Ne? Ko se kregaš z punco, ko se kregaš z mamo, ne? Ti boš boljš odreagiral v tistih situacijah, manj boš prizadel sebe in druge. Če s tem duhom delaš te stvari, se mi zdi, da lahko veliko dlje prideš, ali pa ne dobiš barijere strani ega, ne? Zato ker veš, da je to najvišje dobro. Se pravi, neko sedenje v tišini, ni nad zate tam. Ti pač to delaš zato, ker to pač delaš. Sej. Ampak veš, da v zadju se dogaja boljši svet zaradi tega. Ne? Pa ne, da boš ti zdaj dobil neko medaljo zaradi tega, ampak tako pač je. Ne? Za trening bi pa rekel, če si ti produktiven posameznik, se pravi, delaš nek biznis, ki je moralno ok, boš bolj produktiven, ker boš bolj zdrav in to je spet bolj za svet. Tako da lahko te stvari obrneš, tako da ni vedno vsaka stvar zate. Ampak nekaj tudi zate. Ja, jaz meram ta ples med ego pa duša, se pravi, duša hoče dobro za svet, hkrati ego pa hoče dobro zase, ampak vsake toliko se mi zdi, da moraš tudi ego malo nahraniti, ne? Da pač te držiš vedno malo gor, ampak hkrati pa ne sme biti prevelik, če ne poleti pa začne delati težave. Ja, jaz se recimo ne bi strinjal. Ali kako, ne vem. Jaz bi tako rekel, ne, jaz tale projekt, ki ga delam tukaj v tej sobi, recimo, če skozi delaš z nekim duhom tega, da je za družbo to dober, boš itak naknadno, kasneje, bo tvoj ego bil poplačan z drugimi stvarmi. Tako da to, ko ti delaš dobro za druge, kadarkoli, je to avtomatsko dobro zate. Samo kasneje je plačilo. Pa ne smeš ga pričakovati. Ampak se bo zgodilo plačilo. To jaz globoko verjamem. In to ne govorim sam jaz, to skoraj vse religije pa filozofije človeške civilizacije so vedno govorile. Da pot v nebesa je, da drugega vidiš ali pa mu daješ to, kar bi želel, da te pa on daje. Ne? To zlato pravilo. Se pravi, delaj dobro za drugega in ti boš na boljšem. Tako da jaz se ne bi strinjal s tem, da moraš kadarkoli svoj ego v obziru vzeti, da delaš zdaj pa moram malo sebe pocrklati, ker to rabim. Mogoče, ampak ni treba, da je tako. Lahko vedno delaš za druge. Ne? In ti si plačan 1000-krat več. Ne? In v biznisu sem videl dokaz tega, in v teh ustvarjalnih udejstvovanjih, in pri meditaciji, in pri treniranju, pri vsem. Je za probat, no, ne vem, nisem še čist prepričan v to 1,000,000%, Ne, se ti verjamem, do konca življenja bom probaval, če je to res, če ta zakon drži. Ne. Se mi zdi, da kar te spremlja od dlje, se pravi malo strani, vidi recimo tvoj uspeh z, pač, kako bi predelili to, kar počneš. Ni prav uspeh, ampak hkrati se širi tvoja knjiga, se širi tvoj projekt in vidiš, da ne delaš to zaradi sebe, zaradi svojega egota. Malo, sigurno, ne? Mislim, ne moreš prav brez, ne? Razen tisti razsvetljenci lahko delajo brez tega. Ampak hkrati zaradi tega, ker ne delaš z egotem, čutijo to ljudje, čutimo mi to, da je pač to dobro za človeštvo in se tudi zato se širijo stvari bolj, kot bi se, če ne. Pač težko je to razložiti, ampak ta duhovnost je, mi zdi, če delaš s pravim namenom, se stvari kar poklopijo. Ja, to je res, ne. Samo je pa ta debata taka, da nima nobenega smisla, ne. Ker če midva zdaj govoriva o tem, nekaj bom naredil za druge in pol bom poplačan, jaz delam že s tem v mislih, da bom dobil nagrado. Ne. Se strinjam. Ta debata je tako, vsenje, ti samo delaj dobro, verjam, da ne boš živel slabega življenja. Dajmo pri tem opustiti. Ne tako ful dobro življenje boš živel, ful boš imel keša, ful boš poplačan, ljudje te bojo cenili. To so vse stvari ega. Ne? Ampak sam rečeš verjetno, ali pa lahko verjameš, zaupaš v to, da slabega življenja ne boš živel.
boš pa živel ful zanimivo življenje, ker se boš odpovedoval stvarem, ki so na mizi, recimo, nek cache je na mizi in se mu odpoveš. Ne? In je zanimiva igrica. Ne? Tako. Sploh umakneš nagrado. Ne? Pa sploh, v tem svetu je težko to živeti, zaradi tega, ker na vsakem koraku je ta instant gratification. Ne? In v vsakem koraku ti boosta ego. Ne? Ali na to socialnih omrežjih, ali to prek serij in take stvari. In smo se odvadili tega, da treba delati na dolgi rok, da dobiš ti potem nek zaslužek oziroma neko nagrado. Ja, vse je tako, ne, kot sem prej rekel. Nekaj bom naredil, samo če bom dobil nekaj v zameno. Če se mi ne splača, ali šta splača, potem tega ne bom naredil. Ne. Ampak je ful škoda, ker se večina koristnih ali pa najbolj izpopolnjujočih stvari skriva v temu, v akcijah, kjer se ti niso splačale. Na začetku se je izgledalo tako, izgledalo je, tole se mi ne bo splačalo, ampak bom vse naredil. Tako da ja. Recimo finančno se ta projekt ni splačal. Ja. A veš, že na začetku sem bil tako, ok, to toliko stane, pa na mesec dajem to keša, pa ne dobim nazaj. To se res ne splača finančno. Ne? Pa tudi časovno, ne? Pač vzeme full podcast. Ne? Ja, če bi vse to dal skupaj, ja, je to full velik minus finančno, ampak koliko se splača. A veš, to pa sploh ne moreš. Ne moreš vrednosti dati gor na to. To je neprecenljiva vrednost. Neprecenljiva. Ja, jaz počasi dobavam ta občutek, se pravi, zdaj mi delamo to dobre pol leta, pa ne zdaj, da smo pač neki velik podcast in tako, ampak ustvarjamo za mlade, predvsem na Goriškem, zaenkrat smo še na Goriškem in počasi se začelo širiti. Ne, in pole se mi zdi največja nagrada tega je, ker ljudje pridejo do tebe pa povejo, ne, hej, ful dobro, ne, ful dobra vsebina in potem vidiš, da se ti je splačalo. Ne. Ampak na začetku pa res sploh, smo pač smo bili samo jaz pa Nik, pa jaz pa on vse delala, pa editing, pa ono, pa tretje, pa objavljanje in je ful pač časa vzame, ne? Ampak potem s časom pa vidiš, da se pa splača. Jaz sem opazil pri sebi, da se stopnjuje. Ne? Te nagrade, ki jih dobivaš nazaj, se stopnjujejo. In verjetno, ne vem, bomo videli, ampak nima neke meje, neke limite, kaj lahko ti občutiš neko zadoščenje ali pa izpopolnjenost pri ustvarjanju takih stvari. Ne. Do zdaj se še ni ustavilo, ne. To se kar šira, ne. Pa vsak dan mi v bistvu to pomaga na več različnih nivojih. Na psihološkem nivoju sigurno, na nivoju fizičnega, to, da se mi ena vrata odpirajo, kar se mi drugače ne bi, z vidika biznisa, financ, poznanstev, zanimivih ljudi. Ne. Tako, težko je to vse ovrednoti. Sem se hotel ustaviti še malo pri tem ustvarjalnem procesu in podcasta in knjiga, nekaj tudi pišeš v knjigi in se mi zdel ful dober ta koncept, se pravi, jaz moram narediti, ker tudi pišeš v knjigi, jaz moram narediti vse, kar je v moji sferi, se pravi, kar jaz lahko, ostalo pa moram spet se prepustiti, nočem uporabiti te besede, ampak veš, kaj mislim, no, se pravi, neke muze oziroma neka inspiracija, da prije od drugje, če bi se lahko še tle malo ustavil, malo razložil. Ker recimo tudi jaz se vidim v temu, jaz tu dosti pišem, recimo mi všeč to pisanje, intelektivno delo, delo. Pa recimo interaktivno? Intelektualno? Intelektualno, tako. Ja. Pa recimo tudi med podcasti vidiš, potem padeš v nek flow in se stvari kar odpirajo, pa je nekaj na tem, se pravi, da se ti prepustiš, pa potem kar začnejo stvari se ustvarjati. Ja, v bistvu glede teh muz je tako, da je to metafora zame. To je moj psihološki svet, kjer obstajajo neke energije ali pa neka bitja, ki imajo sposobnost podariti dobro idejo. Se pravi, veš ali pa čutiš, da ne izhaja iz tebe, ker jo ne moreš kontrolirati. Ti kreativnosti nikoli ne moreš izsiliti. Kar lahko ti narediš je, da se postaviš v ta proces, se pravi, v primeru pisanja knjige, jaz sem se usedel, distraktor je dal stran, malo prej sem zmeditiral, zato da sem bil malo bolj odprt, in potem sem se usedel in pisal. In od tukaj naprej jaz nimam več kontrole. Ne? Kaj bo napisan, koliko dobro bo napisan, jaz nimam kontrole. Ne? In vedno sem to čutil kot neka bitja, ki
gledajo vse ljudi na svetu in oni imajo dostop do te sfere idej, do tega nevidnega sveta, kjer vse ideje, vsi izumi, vse kreativne stvari se nahajajo in gledajo ljudi in si izberejo določenega človeka in rečemo, on je pripravljen za to idejo. Ne? In če je on pripravljen za to idejo, jo mu bomo poklonili. Če pa ti nisi pripravljen, če si ti zaprt, če si ti hočeš izsiliti to, pa reče, on še ni pripravljen. Ne bomo mu dali te ideje. Ne? Tudi jaz sem to zelo čutil tako kot dnevni proces, kjer moram jaz narediti nek ritual, da te muze povabim, se jim zahvalim, jih spoštujem na metaforičnem nivoju in potem mi oni dajo stvari, ki jaz jih ne smem vzemati za svoje. Zato sem tudi rekel, da ta knjiga, če bo komu všeč, ne rabijo meni dajati zaslug. To zelo, zelo resno mislim. Jaz sem bil samo nek prevodnik med tem svetom, a ne, da so te stvari lahko prišle, ali pa tudi podcast. Ne. Jaz ne vzemam si ful zaslug, ko mi nekdo da pohvalo. Jaz kar rečem tako hvala, iz spoštovanja rečem hvala, ampak vem, da ni na meni namenjena. Hvala je namenjena nekam drugam. Ne. In isto je za grajo. Ne, nekdo, ki me pograja, rečem, to ni namenjen meni. Ne. To je pač v nekem umestnem prostoru med nama. Ne smem jaz osebno teh stvari vzeti, ustvarjalnih. Ne smem si zaslug za plus in minus vzemati. Ne. Jaz pa samo ustvarjati. To je glede teh kreativnih muz. No. Tu se mi je zelo ful zanimivo. Recimo, jaz sem ta koncept spoznal, ne vem, če poznaš Stevena Pressfielda. No? Jaz sem recimo v njegovih knjigah prvič spoznal to pač muze, ustvarjalni proces, Resistance. Resistance. In mi je bilo zanimivo, recimo, ker sem tudi pole na svoji koži občutil, ne, se pravi, ker sem padel v tisti flow pisanja, ne, se mi je zdelo res, da je pač nekaj pisalo. Nisem jaz pisal, ampak je nekaj pisalo. In pole tudi on je razložil, pač, ker ti padeš v ta ustvarjalni proces, se ti neki stvari poklopijo in v bistvu prije kot nek download informacij iz zgornjega, višjega sveta. Ne. In se mi je zdelo ful pač tako zanimivo, ne? Ker v bistvu, kdo sem jaz, da bom tu napisal, to je preveč dobro za mene. Ne? Ja, ker vnaprej nikoli nimaš celega kreativnega dela. Kreativno delo je začetek, pa se pa konstantno spreminja. Pa ne vem, tudi kip, kaj delaš, ne? Ti sproti se dela. Ne? Nikoli nimaš čist v glavi popolne slike, ne? In je proces. Tako da zato je dokaz, da to ne delaš ti, ne. Sproti se dogaja. Ne moreš skontrolirati te stvari. Ja. Je pa, jaz sem še vedno malo, tudi jaz recimo kdaj, ko dobim pohvalo od podcasta, se provam zavedati, da pohvala ni namenjena meni, je lahko namenjena gostu, a pa recimo, ko se reče v tej prehodu informacij, ampak še vedno malo pa tudi je ego vesel. Ne? Ja. Ker je pač še vedno, pohvala je bila namenjena meni, ampak hkrati se provam zavedati, da pač to ni bilo zame, za ego, ampak za podcast. Ne. Jaz tudi provam, recimo, ko si tudi ti, mislim, da si v svojih podcastih govoril, da je podcast v bistvu ni, ti si samo sprevodnik za podcast in je podcast neka svoja entiteta, ki bo živela in ti si samo tisti voditelj. Ne. Ja. In, se v bistvu lahko, jaz, kad ti nekdo da pohvalo, jaz jo sprejemam tudi z egom, pa se zavedam, vsak ne bi bil sposoben tega delati. Ne? A veš, ti imaš podcastov vsak mesec 3 nove v Sloveniji, 4-5 in prenehajo. Ne? Se pravi, niso imeli neki v sebi, da bi nadaljevali, ali jim ni bilo všeč, ali so se odločili, da ne bi več. Se nima veze, kaj je razlog, ampak ni vsak sposoben tega narediti. Ne? In to, da sem jaz sposoben to delati konsistentno, pa da sem nek sistem vzpostavil, klej lahko zasluge poberem. Ampak za samo vsebino, za samo glavno stvar, zakaj se ljudje ponavadi zahvaljujejo, se ne zahvaljujo za konsistentnost. Jaz bi prazno epizodo vsak četrtek objavil, tišina, noben se ne bi za to zahvalil. Ampak jaz sem konsistenten, jaz vsakeč naredim nič.
Oni se ponovadi zahvalijo za to vsebino noter. In ta vsebina je ponovadi večino od gosta. Ne, večina je od gosta. Ne. Tako da jaz sem samo dal prostor temu gostu, da se lahko na ta način izrazil. Brez mene tega ne bi bilo, to se zavedaš. Glavna stvar pa ni moja. Ne. Ja. To je ful zanimivo. Ja. Veš, kaj sem te hotel vprašati, mi je bila ful zanimiva ta tvoja izkušnja vipassane. Se pravi, s tem si odprl knjigo, pa me je zanimalo predvsem, kako si prišel do tega. Se pravi, zakaj si se odločil za to? Se pravi, verjetno je bilo to za temi izkušnjami psihadelikov, ali je bilo... Okay? Ja. Odločil sem se, mislim, da pri 19 ali 20 začel tako meditirati dnevno in sem videl neke koristnosti ali pa zakaj je bil za mene pomemben ta proces spoznavanja sebe. Ne? Izredno pomemben. In vedno sem imel v glavi, kako pa bi ekstrem tega zgledal. Recimo, da si 10 dni v tišini in meditiraš 8 ur na dan. Zanimala me je ta izkušnja. Okay. In bila je izredno boleča, fizično in psihično. In veliko sem se oseb naučil, veliko sem videl strahov svojih, veliko sem videl svojih pomanjkljivosti. Veliko stvari je prišlo na površje, tudi negativnih pa neprijetnih, o meni. Ampak se bolj zdaj poznam, kot sem se prej. Ne? Tako iz tega vidika je bilo pozitivno. Ampak nisem vsega tam mogel razdelati. Vidim, da imam še veliko teh stvari, a ne sploh tega strahu pred samoto, strah pred dolgčasom, pred tem, da sem sam, da sem nihče. Se pravi, vsi vidiki, s čim se ego naslaja, če jih odmakneš stran, sem jaz v izredni bolečini. Videl sem, da sem vezan, moj ego je na veliko stvari vezan. Tudi na svoje telo, na svoj status, na svoje frende, na svoje stvari, ki mi dajo udobje vsak dan. Na te stvari sem ful navezan in to bo treba v življenju enkrat spustiti, ker vsak bo zgubil vse. Tako da to me še čaka in ni prijeten proces. No. Ja, verjamem. Ja, mislim, da vsak trpi za temi stvarmi, sploh zaradi tega, ker živimo v takem materialnem svetu, ki je ful poudarek na moje ego. Ja, moj avto, ja. Jaz, ker sem videl eno skupino menihov v Aziji, ki so zjutraj šli na ta obhod, pa obred so imeli, in ker sem jih videl, nekaj 6 jih je bilo, vsi so bili isti, pobriti, pobrito glavo, isto obleko, tisto oranžno. In videl sem, v enega sem se zapičil in sem videl, da on nima svoje osebnosti. In to je mene tako bolj pretresel, kot smrt, kot razmišljanje o smrti. Da si nihče. V bistvu je pa glih ta nihče popolna osvoboditev. Ne? Ker Buda v kitajskem jeziku pomeni tisti, ki nima imena, oziroma nihče. Ker on je tako prost, pa tako čist, a ne brez osebnosti, zato to v bistvu ni več človek. Ne? To je Buda, ne? Prej bil Siddharta. Ne? In vsi si želimo to razsvetljenje, ampak to zraven nosi največjo možno bolečino, ki si jo lahko predstavljaš. Ne? Da odvržeš vse, kar ti je pomembno. Vse, kar ti je pomembno, pika. In to je nepredstavljivo. Ne? Nepredstavljivo. Za mene. Ja, tudi pole, itak, verjetno, če češ rešiti te stvari, oziroma jih odvršiti, moraš tudi dosti na teh vzorcih delati, ne? Ker te stvari itak izhajajo iz nekih vzorcev, ki so že na začetku omenil, vzorci niso ti, ampak hkrati so del tebe. Ne? Vzorce je pa zmeraj težko, oziroma boleče spreminjati. Sploh zaradi tega, ker večinoma izhajajo iz zelo, ki si zelo mlad ali pole najstnik, ne? In v bistvu so del tebe, del egota, in kadar del tebe, del egota umre, se čuti kot smrt. Ne? Ja. Sam po drugi strani je pa tako, ne? Če sva ful natančna, tvoj stavek, če se želiš odvrči te stvari, je vprašanje tudi, kdo?
želi odvršiti to? A je to spet nova igra ega? Jaz si želim neki, za mene bo to neki. In tukaj je tak cikel, ki ga intelektualno ali pa racionalno ali pa filozofsko midva ne morva razpakirati, kaj pomeni razsvetljenje. Zato, ker želja po razsvetljenju te premika stran od razsvetljenja. In ne želja po razsvetljenju te pomika stran. Ne? Se pravi, ne smem si želeti razsvetljenja. Tako bom dosegel razsvetljenje. Klej noter je zapakirana želja po nečemu. Ne? Zato je paradoks. Ne? In vprašanje, kdo si želi stvari, je v bistvu prvo pa zadnje vprašanje, po moje, v tem procesu. Prej si omenil, da imaš tudi veliko strahu, da nisi nihče, oziroma zadnjič sem videl, tudi včeraj sem videl en klip od strahu, da v bistvu na Tajskem si imel eno ful močno izkušnjo, pa tu sem se kar poistovetil s tem, zaradi tega, ker jaz na določenih aspektih imam tudi kar en močen strah, ki mi je ostal od neke močne izkušnje, pa če si pripravljen tudi malo deliti glede tega, sigurno se bo kdo poistovetil. No. Verjetno misliš ta strah glede norosti. Tako. Ja, recimo jaz, moj ego, si želi kontrolirati stvari v svojem življenju. Tukaj nisem edin, to veliko ljudi ima radi imamo kontrolo. Ja. Zdaj pa na neki ravni se zavedamo, da ne moramo kontrolirati zunanjosti popolnoma. A ne, se pravi, nekdo bo nekaj rekel, kar nas bo užalil, nisem mogel kontrolirati, on je pač to rekel. Zdaj pa svoj pa ponavadi mislimo, da imamo popolno kontrolo na tem. Jaz lahko zdaj mislim ene stvari, ali pa ne mislim ene stvari, ali pa se odločam in moj notranji svet je v moji kontroli. In to je iluzija. Iluzija je, ker tako kot ta ustvarjalni proces pa muze, so tudi misli izhajajo iz enega sveta, ki ni moje, ali pa ki se jaz ne morem odločiti za njih. Ampak to gre lahko tako narazen, tak velik konflikt se lahko vzpostavi med mano pa mojimi mislimi, da nimam več kontrole nad tem. In nimam več kontrole nad sabo. In to je pol norost. In tega me je najbolj strah, da ne bom imel kontrole nad svojo zavestjo. Tako da to je ta strah, ki sem ga občutil tam na Tajskem, ker vedno sem tako nekako živel v tem materialnem prepričanju, da jaz lahko s močjo svojih misli pa svoje volje premagam neke izzive življenja in podobno. In potem, ko mi je pa notranji svet začel biti težaven ali pa ne več moj prijatelj, se nisem več mogel na nič opreti. Jaz nisem več vedel, kaj je realnost, kaj ni realnost. In izredno neprijetno mi je to bilo. Zato je to moj en največjih strahov. Ko bo to treba presešti, bo verjetno ful boleče. A vidiš mogoče kakšen vzorc, kako se ti ponavlja ta strah tudi zdaj recimo day-to-day life? Verjetno ne pogosto, ampak verjetno se ti vrača ta potem strah, ker je bila takrat ta izkušnja tako traumatična, verjetno je pole ostal ta strah kot posledica tega. Ne, zdaj zadnja leta se nekako čutim notranje zelo povezan med vsemi temi različnimi deli, ker čutim, da so malo prijatelji ali pa vedno bolj postajajo prijatelji med sabo. Odpuščajo si drugmu, vsi deli mene, skrbijo drug za drugega. Takrat pa ni bilo tako. Takrat je en del mene postal terorist ali pa tako neko sovraštvo gojil do drugih delov in postaneš samodestruktiven. Zdaj zadnja leta pa imam občutek, to se lahko spremeni čez noč, z močno izkušnjo, tega se ful zavedam, ampak občutek imam, da je vedno manj konfliktov znotraj mene, da se imam vedno bolj rad v celoti, tudi te dark stvari, ki so znotraj mene. In bolj mirno živim zaradi tega. Je pa to vsakodnevni proces, da vidiš en del pride na površje, ki sploh nisi vedel, da obstaja. In zdaj ga moš ti zintegrirati v celoto. To so kar neki vrtec ali pa 20 otrok je,
Oni se igrajo, pride nov otrok, je malo razbojnik, a ne, in zdaj ga moraš integrirati v to skupino. Tako čutim svojo psiho. A ne, da nisem ena stvar, ne. Tako kot imamo mi večino časa občutek. Jaz sem ena stvar. To vemo že, ko možgane prereže na pol, ne. To je en zelo znan eksperiment, ki so delali na epileptičnih bolnikih, ne. Zato, da se ni epileptični napad prevesil na drugo stran telesa, so prekinuli povezavo med poloblama in so videli, da v bistvu zdaj dva ega obstajata, ker se med sabo nista povezana, kot dva človeka. En je bolj desno orientiran v smislu razmišljanja, ne. En je pa bolj racionalno, je pa leva stran, ne. In dajeta različne odgovore na isto vprašanje. In jaz mislim, da znotraj nas je neštetov delov, ki se nekako z iluzijo združijo in imamo mi občutek enega. A ne? Zares pa mislim, da mi nismo ena stvar. Tako da dobro je, da so te deli prijatelji med sabo. Strinjam. Zanimivo. Ljubezen do sebe, to si že parkrat omenil, pa tudi v knjigi. Jaz sem ful tak praktičen človek oziroma analitičen človek, pa me zanima, kaj recimo tebi pomaga hojiti to, ker recimo dosti ljudi rečiš, tu je ljubezen do sebe, tak abstrakten pojem, hkrati pa pomislijo self-care, se pravi, da skrbiš zase, za svoje telo, ampak ni isto, ne? Ja ne, eno je akcija, eno je pa duha, ne. Zdaj na duhu je treba tudi meditirati, ne. Da v bistvu, ko sediš sam sabo, da se vprašaš iskreno, a si želim dobro? A si želim sebi dobro? In če je odgovor ne, ne bo iskren odgovor. Lahko je odgovor ne. Da se vprašaš, zakaj si ne želim sebi dobro? Zakaj ne? In greš raziskovati v te globine. Zakaj bi ena stvar sebi želela slabo? Ne? To je ful dobro vprašanje. Ne? In ima ponavadi neke razloge, ampak na koncu verjetno teh razlogov vidiš, da ni treba, da imaš to misel do sebe. Da lahko odgovoriš iskreno, a si želim dobro? Ja. No, iz tega, to je neko seme, ki se posaje in iz tega pol lahko zraste nekaj, kar lahko rečemo duh ljubezni do sebe. Ne? Ampak začne se s tem vprašanjem. In nadaljuje se z vprašanjem, a želim iskreno drugim dobro? A želim, da čim manj trpijo? A želim, da imajo čim bolj polno življenje, da dosežejo stvari, ki si jih želijo, da ne trpijo, ne? In iskreno se da odgovoriti na to vprašanje. Ja. In če se odgovori ne, drugim želim slabo, zakaj? Ne? Zato bom jaz malo na slabšem, ker ne prevoščim, ker to. In to so vsa vprašanja, ki grejo zelo globoko v psiho. Tako da to bi rekel, no. Ja, make sense, zaradi tega, ker če si ti sam sebi ne želiš dobro, je džabe, da ti delaš na temu, ker v bistvu boš prišel do neke točke, ki se ti bo spet porušilo vse, pa spet. Pa podzavestno si boš škodoval. En ti bo rekel, dam ti 100 jurjev, ful si mi ti ne boš tega mogel sprejeti, ker si ne želiš dobro. Mogoče boš sprejel materialno, ampak znotri pa... Ja, znotri, ali pa ne vem, nekdo ti da ljubezen. To je ful dobro, recimo imaš neko partnerko in ona ti iskreno da ljubezen in ti je nisi sposoben sprejeti. Ker imaš mnenje, da je nisi vreden. Ne? In da sploh lahko sprejmeš ljubezen, ali pa da se sploh lahko igraš to igro ljubezni z ostalimi ljudmi, moraš sebi želeti dobro. Ker če ne bo, vsak odnos bo destruktiven. Začel boš delati slabe stvari v življenju, ne? In druge boš prizadel in ponovo boš ta krog prniha, ne? In ni to dobro. Verjetno res lahko izhajaš iz tega vprašanja. Kako ti raziskuješ te globoke tematike, globoka vprašanja? Tu skozi meditacijo, skozi pisanje, skozi terapijo ali kako te, ali različne? Ja, čez odnose ful, Okay. Recimo partnerske odnose, tam sem se ful naučil o sebi, pa se še vedno učim, pa tam je res najbolj boleča ta učenje. Drugače, manj boleče, pa konsistentno, pa bolj mehko je pa sedenje samim sabo. Ker itak takrat ti ne da mira in greš
v preteklost in čez svoje odnose in kakšen si bil človek in kaj si želiš in zakaj si želiš nekaj in kaj boš danes delal, zakaj boš to delal, ne? To vse samo daš pozornost temu. In vidiš, tako kot sem rekel, mikroskop, ne? Pogledaš z mikroskopom na te stvari. In to sem jaz sposoben narediti samo, ko sedim sam sabo in si zavestno dam ta prostor, da se lahko to izvede, ne? Ker če sem cel dan, ne vem, zjutraj vstanem, se mi že mudi, spijem kavo, grem na fitness, pa grem na intervju in pol se ženem za ene stvari. Nimam časa, da se sploh vprašam, zakaj grem jaz na intervju. Jaz sam pač grem, ker mi je fajn biti izpostavljen, ker bom neki dubu, ker bom prepoznaven, ne? Ampak zakaj hočeš biti prepoznaven? A ne? Če si ne daš prostora za to vprašanje, ga ne boš mogel odgovoriti. Tudi jaz vedno poudarjam pomembnost tega, k čemu rečemo meditacija. Ne? Kaj je najbolj enostavna stvar, kar jo lahko človek dela. To pomeni, da se usedeš, lahko tudi stojiš, v bistvu lahko hodeš, ampak recimo, se usedeš in opazuješ, kaj je. To je vse, kar je. Neke dihalne vaje, tako moraš dihati, tako moraš sedeti, to je vse brez veze. Zares. In v tišini, ne? Ne. Ali ne? Ne. To je spet... Nekaj v knjigi tudi pišeš o tišini, zato sem hotel tle še malo. Ne, sej tišina ima svoje prednosti, ker takrat je močnejši ta notranji glas, ki ga lahko poslušaš. Ampak doskrat ljudje rečejo, hotel sem zdaj meditirati, ampak gradbišče je zraven in ne morem zdaj meditirati. Ne. Ti opazuješ, kaj je. Zakaj te gradbišče mot? Zakaj te en zvok mot? Zakaj ti misliš, da ne moreš gledati, kaj je, če je zvok zraven? To je nesmisel. Ti moraš sam gledati, kaj je. Pač lahko je karkoli. In tako bi jaz meditacijo, ali pa zdaj jaz ne morem meditirati, če govorim, če imam intervju. Zakaj ne? Ti lahko še vedno opazuješ, kaj je. Jaz lahko opazujem zdaj, kaj iz mojih ust prihaja in vidim, da nimam čist kontrole, da se to sam izvaja samo od sebe. In lahko bi rekel, da meditiram. Ne? Tako da tišina ima pa pač, bi se strinjal s tabo, ima neke svoje vrednosti. Ne? Odstraniš pač vsebino, da vidiš, kakšna vsebina ostane v tišini. Dosti krat je boleče, sploh zaradi tega, ker toliko časa ignoriraš to tišino in poleg, ker se umiriš, poleg pa prije vse ven. Pa. Ja, verjetno. Zato pa pol bežiš nazaj v netišino, ker ti je tisto neprijetno. Ne? Ampak obstaja ful velika vrednost tega, da vseeno ostaneš. Tudi če je neprijetno, vseeno ostaneš in sebe spoznaš. Samo čez tisti odpor moraš iti, spet smo pri tem resistance. Ne? Za lepe stvari, magične stvari, se mi zdi, da moraš na začetku res stisniti, iti skozi ta odpor, iti skozi ego in pole se oprejo stvari. Ne? Sigurno, jaz sem se v savni recimo ful takih stvari naučil, zato ker tam jaz meditiram in istočasno mi je neprijetno fizično. In telo ti govori iz vsega predela, iz vsega atoma, pejt ven. Pač glas ti govori, dovolj je bilo, vse je bilo dovolj, pejt ven, zdaj je res neprijetno. Pol začne glas, nevarno je zdaj, ti boš mogoče umrl. In če si sposoben to samo opaziti, pa reči, ne, v redu, nisem se še odločil, da grem ven, razumem, da to se zdaj dogaja, še malo bom bil tukaj. In tudi tam sem se ful naučil vse, pa temu, da ni treba takoj skočiti, ko je nekaj neprijetno. Pa ledene kopelje lih tako, ne vem, če prakticiraš. Isto je. Ja. Jaz sem rekel, da bom zdaj poleti, ko imamo blizu Sočo, da bom več hodil v Sočo in sem bil tam... Po zimi misliš? Po zimi, tako. Ja. In zdaj sem parkrat že bil in je na začetku res pač prve par minuta, oziroma tako 30 sekund, minuta je res vse ti kriči, peži ven. Umrl boš, ja. Ja, in poleg, ko se umiriš, pa je tak deep peace. Ja. In poleg res zastopiš, že ki pravijo, ne, tu ni za telo, ampak tu je za za mentalno trdnost. Ne. Absolutno. Ja. Absolutno.
ful zanimivo. Evo, report koncu, ki se ti mu vdi tudi tebi naprej. Zdaj, ta drugi del vprašanja, ki ga imamo za vsakega hosta, je pa, kateri so 3 tvoji nasveti za več dobrega počutja? 3 dobri nasveti. Vse sem v bistvu danes že povedal, ampak če strnem je absolutno pozornost do tega, kar je. Iz tega bo avtomatsko izhajala morala in iz tega bojo avtomatsko izhajale akcije. Tako da te 3, se pravi, pozornost, neka dobrohotnost, pa potem delovanje, lahko rečemo. Te 3 stvari v tem zaporedju. A ne? Včasih jih lahko obrneš, ker je treba na silo, nekaj dobre, ne maram se, ampak nekaj bom naredil vsem dobrega. Včasih lahko akcijo obrneš, ampak na dolgi rok po mojem tako. Evo, super. Klemen, hvala ti še enkrat za čas, super izkušnja, res sem hvaležen, ker smo se zmenili in tako. Enako. Tako da res super izkušnja, tudi recimo, ko se usedeš z nekom, ki spremljaš toliko časa, res vidiš. Recimo, danes sem začutil vse to, kar pišeš, govoriš, sem začutil danes, ko sta pogovor. Hvala, cenim to. Meni je bilo tudi veselje. Tako da upam, da je bilo tudi ljudem všeč, da so se naučili kaj novega. Zdaj lahko deliš tudi malo od tvoje knjige, se pravi Ideja, ki je lahko ljudje... V bistvu zelo enostavno, ta knjiga vsebuje moje zapiske, pa 100 najboljših citatov mojih 100 gostov. Tako da mislim, da se da dobiti posod, ampak zagotovo pa v mladinski knjigi. Da, ful ti hvala. Jaz sem v procesu branja, sem ful počasen bralec, tako da nisem še prišel do konca, ampak sem pa dosti reči se naučil in povzel oziroma obnovil, tako da je res zelo dobra knjiga, mislim, da bo ljudem všeč. Vsem ne, ampak ja, hvala ti. Tisti, ko si napisal knjigo, pač tisti, ki so pripravljeni na knjigo in bo ful všeč. Ja, hvala ti. Hvala tebi še enkrat za čas in za pogovor in hvala vsem za poslušanje in se vidimo naslednjič. Čau. Čau. Ok, top. Evo.